Še enkrat lepo pozdravljeni. Jaz sem prav neizmerno vesela, da sedim v družbi Branka Robinšaka, našega velikega tenorista. Tukaj je ena gospa v prvi vrsti rekla. Ena gospa v prvi vrsti rekla, da je njegova velika oboževalka. No, in jaz mislim, da smo zdaj prav vsi, ki smo tukaj na nek način kar močno dotaknjeni ob tem filmu. Mi dva s Brankom sva ga zdaj gledala drugič, ta prvič v ta mali dvoranci, kjer sva se pravzaprav pripravljala na ta pogovor in sva nekako oba zdaj ugotovila, da se naju je tokrat dotaknil še mnogo bolj. Da sva kar na nek način prav fascinirana nad tem, kako je režiser Ron Howard predstavil življenje in delo Pavarotija. In mogoče začnemo kar na začetku, Branko, kako ste vi doživel ta film? No, kot ste rekla, je dejansko film mi je pustil en dojem, kot da ga nisem še videl, čeprav sva ga zadnjič pogledala, sem ga danes doživel drugače. Film ima globino, film ni kot tisti, recimo včasih smo za Pavarotija znali reči, da je bil bolj mogoče podcukran, pa da so ene take podcukrane filme o njem snemali. Tokrat je to film z resnično globino in z resničnim poznanjem te grandioznega življenja tega velikega umetnika. To se pravi, velik film o velikem človeku. No, jaz se s tem strinjam, da je pravzaprav uspel režiser s tem filmom na nek način iti od začetka pa do njegove smrti, da je prikazal seveda njega kot res neizmernega umetnika, s tako karizmo in s takim glasom, o tem boste vi lahko potem povedal več. Zadnjič, ko sva gledala, sem jaz vmes spraševala, me zanima, kako vi to slišite, a vas kar prime, da bi kaj mogoče zraven zapeli. Skratka, enostavno se jaz ne moram uživeti v vlogu nekoga, ki je profesionalec, ampak poslušam samo kot poslušalka, kot opazovalka. In me je zelo zanimalo, kako to doživlja nekdo, ki pravzaprav je s tem vsakodnevno v stiku. No in mogoče še tole, da povem, zdaj počasi se bom malček ogrela. Zame je to, kot sem prej povedala, prvič in ta prvič je seveda malce drugačen, malce sem drugače vznemirjena in mogoče je to prilika, da tudi vas povabim, jaz se bom tudi zdaj skupaj z vami učila, kako naj bi te naši pogovori izgledali. Vi ste tukaj bolj doma kot jaz. Barbara Kelbaj, s katero smo pripravljali program, izbor filmov, mi je rekla, jaz sem ves čas tukaj, mi lahko pomahaš. Skratka, če bi kdorkoli od vas želel vprašati, povedati, naj samo nekako nakaže, tako da bi vas kar vključili hkrati in sproti v pogovor. No, pa vendarle, zdaj, če greva naprej prav k temu glasu. Mogoče, Branko, vi poveste nekaj o tem njegovem glasu. No, to je nedvomno, je to vredno glas stoletja, o tem nisem samo jaz prepričan, ampak marsikdo, tudi od kritikov in tako. Ampak vseeno ne moramo mimo ostalih treh tenorjev, se niso bili sam trije, bili so tudi, še pred njimi so bili veliki tenori, ki so nekako pripeljali do tega, da je mogoče ta glas tako začel rezonirati s časoma. On je omenil v eni sceni tam v Londonu, ko je nastopil, da je zamenjal Di Stefana. Dejansko sta bila v nekem, bi rekel, tehničnem ali pa recimo prepoznavanju materije, sta si bila zelo podobna. Jaz sem pred enim mesecem mogoče odkril en Di Stefanov posnetek, ki je ravno paljači, ki je nekako bil neznan, nekako je bil skrit in pravzaprav nekako nosim v ušesu, ker me je izjemno fasciniral, izjemno fascinantno je tisti italijanski naglas, tisti italijanski jezik, za katerega je tudi Zubin Mehta rekel, pa mislim, da je tudi Angela Gergio rekla, da je pač italijanska opera baza vsej operi in vsemu, recimo temu
petju, če lahko tako nasplošno rečem. Čeprav lahko tu vstopamo, lahko gremo malo levo, malo desno, lahko gremo na nemško področje, na slovansko področje. Ampak vseeno je le italijanska opera rojena v Italiji z Perjem in z Caccinijem v 16. stoletju. In od tam naprej se recimo to odpiranje, premlevanje vokalov, ta krasen bel canto, ki je pravzaprav začel takrat in se vleče do dan današnjega, začel razvijati absolutno z italijanskim jezikom. No, tukaj je seveda bilo to nekako mogoče eno olajšanje, da se je rodil tam, kjer se je rodil, a ne, v Modeni. In nekako je tudi film režiser zastavil nekako tako čez 3 njegova obdobja. Najprej ta čisti začetek, v kakšni družini se je pač rodil, kjer je bil tudi oče, a ne, ljubiteljski tenorist, pa hkrati vendarle temu čisto predan. Tudi na nek način to, kar so peli v zboru, v cerkvi, a ne, gre mogoče tudi, si jaz predstavljam, za neke vrste akustiko, kjer te stvari drugače zazvenijo. In mogoče tudi to, ta drugi del, o katerem film ves čas pripoveduje, se pravi o njemu kot človeku, o njegovem humanizmu, o človečnosti, pa morda izvira tudi iz tega, kar je tudi sam povedal, da se je rodil pač v preprosti družini, da je bil oče pek, da je bil v družini, kjer je bilo zelo veliko otrok. Ne? Zdaj, danes sem šele opazila, da je bil on prvi deček, a ne? Pred njim so bile same deklice, da je bil zelo navajen tega, se pravi, ženskega okolja, da je bilo ogromno ženskega glasu. Zdaj, v filmu so govorili o tem, ne, kako je glas ženskega spola, pri nas je moškega spola. Ja. Ampak, recimo, to sem jaz danes prvič slišala, da ima neke primesi, recimo, da gre za neke ženstveni pristop znotri glasu. Ja, verjetno gre, tenor je pač najvišji moški glas, ja? In verjetno je yin in yang v enem nesorazmerju recimo z ostalimi glasovi. Ne? Zanimivo je tudi to, recimo, da so skoraj vsi italijanski pevci. Jaz sem imel srečo, da sem študiral pri predhodniku Pavarotija, to je pri Franco Corelliju, ki je bil ravno tako iz Ancone in ki je nosil vreče na ladje. On je bil fizični delavec. Tale je bil pa pek. In Italijani rečejo pač za te ljudi, da so nonatijo proprio con due cordi vocali, s 2 glasilkama so rojeni in iz tega izhaja potem jasno nadaljni študij, petje, delo ob tem in tako dalje. Ampak tista osnova, tista baza in tista srčnost do petja ostane tudi cerkvenega petja, kar je v Italiji, pa recimo sploh v teh latinskih deželah zelo pomembno. V nedeljo se pri maši poje in konc in lepo, in to se poje, oram z srcem, z dušo, z timo. In jaz sem šel večkrat to poslušati, prav zaradi tega. In tudi v naših, recimo, v naših južnih deželah, recimo, ko greste v Splitu, v nedeljo ob 10 ali 11 mimo cerkve, to ljudje tako pojejo s takim žarom in to je veselje v duše. To je mogoče tak ena paralela v sporedni. Kaj pa to, ker tukaj govorijo njegovi sodelavci, glasbeniki, predvsem te gospe sopranistke, o razliki recimo sopran, bariton, da gre za nek naravni glas, da pač pri tenorju gre pa za nenaravni glas, da gre pa in tudi potem skozi nekako sledimo, da ni, bi si človek predstavljal, to tudi sam reče, mi je od Boga bilo dano, seveda sem nekaj prinesel s sabo na svet, ampak hkrati pa ves čas tehnika, trening, dihanje. Ja, bi rekel tako, tista dispozicija za moške, od geja višje, je dispozicija, ki jo moraš z leti znati razviti. Zdaj, če te dispozicije nimaš, ne moraš biti tenor, to je pač tako. Normalne, naravne štime, to se pravi glasovi v govorni legi, so sopran in bariton, tako kot je bilo rečeno, čist se strinjam s tem. Vsi ostali, tudi alt, recimo, pa bas tudi, čeprav je tudi bas nekak bolj naraven, ampak vseeno ga je treba razviti, ker je pač v registru izpod. Vse ostalo je nenaravno, oziroma kot je on, kot pravijo, fabrikato narejeno. To je pod narekovaj, rečemo, je narejeno.
No in v filmu potem to, kar sem omenila, to prvo obdobje, kjer je bil on še učitelj in potem je s tem uskokom na nek način postal na tistem samem operni pevec. In meni se je zdaj zanimivo, ko sem se pripravljala na pogovor z vami in sem seveda, ne da sem jaz tako dobra poznavalka, še zdaleč ne. Prej mi je rekel Branko, no, ampak zdaj boste pa večkrat šla v opero, ne? In se je kao, morda pa res, ne? Sej, seveda, neke te temeljne predstave sem gledala, ne? Ampak vendarle nisem prav dobra poznavalka. No, ampak je pa tako nenavadno naključje, da je bila njegova prva vloga, se pravi, od Pavarotija, ko je pel Rodolfa v La Bohème. Pa sem pa opazila, da vi ste pa svojo 30-letnico delovanja, se pravi pred 6 leti, pravzaprav praznoval ravno s to isto opero v isti vlogi. In me zanima, zdaj pa to mogoče mimo filma, ko vi gledate, recimo, ko ste gledali ta film, a vas kar prime, da bi zraven zapel, ali kako to? No, jaz sem vam takrat rekel, da vi glasove slišite, mi jih pa čutimo. To je bistvena razlika. Mi, ko poslušamo kolege pevce na odru, fizično čutimo, tudi trpimo zraven včasih, nekaj ne rata vedno. Trpiš pa manj. To bi mogoče še povedal, to v tem filmu ni bilo prikazano. Pavaroti je enkrat izjavil, to sem videl na enem posnetku, da je imel težek preboj po tistem Bohemu. Kajti takrat so bili na sceni, kot sem dejal, moj učitelj Corelli, potem Mario Del Monaco, Di Stefano, verjetno je pel še Lauri Volpi, takrat od italijanskih tenorjev. In je rekel, da sem imel kar nekaj nasprotnikov, oziroma nekaj komponentov, s katerimi se je moral boriti, da je prišel naprej. In mislim, da ga je tale nastop v Covent Gardenu 62. leta, da mu je res omogočil preboj, ker takrat se je pač videlo, da je to izjemen glas in v tisti krasni akustiki v Covent Gardenu je ta glas tudi prišel do izraza. In jaz mislim tudi, če on ne bi recimo se podal v te vode zabavne, bi še vedno ostal kot operni pevec izjemnega glasu. Zdaj pa ne moramo, pa mimo Dominga, pa ne moramo mimo Carrerasa, to se pravi 3 tenorjev današnjega časa, ki ima vsak za sebe nekaj. Mogoče bi za recimo mladega Carrerasa rekel, da je bil neka mešanca Dominga in Pavarotija, idealna. Potem ga je tista bolezen malo hendikepirala. Ne moramo pa mimo Dominga, ki ga jaz tudi osebno poznam, zdaj sva imela kontakt tu pri nas. Edinega od teh 3 poznam osebno. Domingo je en velik interpret, en velik glasbenik, Pavaroti je pa mogoče večji pevec kot Domingo. Domingo ni imel tak celoten register, kot ga je imel Pavaroti, ampak njegove interpretacije, njegovo podajanje je fenomenalno, vrhunsko. Ja, meni je bilo danes nenavadno v filmu, kjer smo gledali ta posnetek tega njihovega prvega nastopa, ker smo ga verjetno pa že vsi videli na televiziji. Ampak mogoče zdaj z drugo pozornostjo, ko vidiš ta ikonični trio, kako je to pravzaprav na samem mestu potekalo, se me čisto drugače dotaknilo, ker na nek način so bili tako res, kar so za Pavarotija večkrat v filmu rekli, da je bil on sposoben biti ves čas tukaj in zdaj. In na tem koncertu je na nek način se nekaj zgodilo, ne vem kaj, da ti res ta izjemnost teh tenorjev seže nekam zelo globoko. Pa to, kar ste vi rekel, tudi tako, da prav fizično začutiš, telesno. Ja, spet moram ponoviti, to so vsi 3 izjemni ljudje. Mogoče bi en podatek, Domingo nas je povabil na večerjo po koncertu v Cankarjevem domu. Jaz za njega vem 2 podatka o njegovem rojstni letnici, ki nista čisto identična. Jaz mislim, da je star več kot 78 let. Ja. To je bilo v Ameriki, je bilo dovoljeno, to se pravi, jaz mislim, da je star nekje 82 let. On je ostal do zadnjega človeka v klubu Cankarjevega doma in se je od njega poslovil in je šel domov. Tisti star gospod, jaz sem šel prej domov, ker sem imel naslednji dan vajo, ampak on je za mano še ostal, pa je bila na Pirovci, pa so bili še drugi ljudje. On se je od vsakega posebej poslovil. To se
pravi, ti ljudje so resnično imeli odnos do publike in so te grandiozne kariere absolutno posledica tega. Se pravi, na nek način tega, da ni šlo samo za petje, za posamezno opero, ampak tudi ta stik z ljudmi. Ja, poslanstvo, to je, kako bi rekel, to je poslanstvo, ki ga začutiš ali pa ga ne začutiš. In ti trije, pa še vredno še kdo drug, tudi so to začutili. Ja. No, se to smo lahko videli pri Enriku, kakšna zvezda je bil, bi lahko rekla, za prvo polovico 20. stoletja in kako je bilo takrat mogoče celo opera bolj priljubljena in kako je bilo potem v tej drugi polovici 20. stoletja pa to naenkrat nastalo nekaj, kar je povezano pač klasična glasba, za elito, za mogoče ne toliko preproste ljudi in je pravzaprav res ravno ta trio nekako povzročil, da je spet to šlo med množice ljudi oziroma celo v to smer, kar smo lahko v filmu potem dobro videli, to pa za to njegovo zadnje obdobje, česar se je nekako režiser zelo dobro dotaknil, se pravi tega njegovega že zelo dobrodelnega delovanja, ko so se začeli te koncerti, se pravi Pavarotti s prijatelji, kjer se je pa pravzaprav podružil, nastopal skoraj, da mislim, z vsemi najbolj popularnimi in močnimi in dobrimi glasbeniki znotraj recimo pop glasbe, rocka in še marsičesa drugega. Ampak mogoče prav v tem, ker velikokrat se je pa potem to tako tudi obrnilo, da je to nekaj slabega, te dileme, to množično nastopanje, ta množična prodaja plošč, to sem zdaj videla, vmes sem pozabila, da je to bilo več kot 100 milijonov plošč prodanih. To je zame čisto nekaj nepojmljivega. Kako pa vi gledate na to željo po popularizaciji opere? Jaz bi tu dodal, pač to v filmu niso verjetno želeli, niso hoteli prikazati. Pavarotti se je spretno obrnil, spričo svoje debelosti, več nekih vlog na odru pač ni mogel, recimo on več kot Cavaradossi ne mogel pasti na koncu, ne imel 160 kg. In on je mogoče spretno znal to povezati in iskati izhod iz tega klinča v tem, da je potem pač se z temi svojimi Bonotom, Stingom, Lučom Dalla povezal in je resnično gojil tole charity dobrodelnost, da je nekako ohranjal stik s publiko. Ampak mogoče bi povedal na začetku filma, se mi je zdel en podatek, ki ni popolnoma identičen. V Amazoniji se je gradila resnično opera. Jaz ne vem, kdo je to bil, ampak to je bil en bogat trgovec z lesom, ki si je želel, da bi opero otvoril Caruso. Opera je bila zgrajena, Enrico Caruso je prišel do tja, vendar, ker je razsajala malarija, je Enrico Caruso ostal na ladji in ni nikdar pel v tem teatru. To so mogoče malce... A da je zbolel ali da se je prestrašil, da bi zbolel? Prestrašil se je, da bi zbolel, tam je razsajala malarija, ljudi niso pustili z ladje in to je moj podatek. In nažalost, menda potem več nikdar ni prišel v Amazonijo in je ta teater ostal tam nekako, ne vem, sredi nič. Sredi ničesar. Ja, se to deluje kar romantično, ne? Ja, ne vem, kdo bo poslušal, potem to nekaj manjka. No, kako zdaj ste omenil ta straha, ne? Pri pevcih se velikokrat, to slišimo, da je glas edino, kar ima, ne? In se pravi, odnos do tega glasu, varovanje tega glasu, kako vi gledate na to? Tudi on pravi, ne, v filmu, Pavarotti sam, glas je vse, kar imam. Ja, glas je vse, kar imam. In ponovim. Glejte, jaz mislim, da je to malo pretirano, tiste plisače, pa to ne vem, to je pomoče zašel, bi rekel, ne, ampak glas je treba negovati kot čisto normalno ostali del telesa, recimo noge, roke, treba je držati neko kondicijo, nek normalen, čim bolj normalno telesno težo, ker tudi sam počil. S kolesarjenjem, pa popadete, ne? Ja, pa popadete. No, ampak
mogoče ta del, kjer se začne kazati seveda najprej te njegovi začetki, potem te uspehi, in te uspehi se pravi še znotri, še preden je prišlo do tega trija, so bili res neizmerno veliki. Na nek način je kamorkoli je prišel, prevzel občinstvo. Ne? In morda tudi tam, s temi recitali, kaj je to tisto, kar je potem, recimo, da so ga spodbudili, da je sploh začel s temi recitali, to smo videli v filmu Dober, kako je potem se začela ene druge vrste karijera. Pavarotti je model, oziroma je bil model. On je res takšen, kot smo ga videli na filmu, takšen je bil. On ni mogel tega igrati. Jaz sem imel enkrat srečo, ko sem v Salzburgu začel nastopati, je bil Tosco. In sem se tam v Festspielhausu med kulisami skrival, pa sem ga opozoval. Nisem imel nobenega, da bi mi ga predstavil, to mi je malo žal, ne. Ampak Pavarotti je bil res takšen, kot je tu in vsak... Pristen, ja. On je bil ta pravi Italijan. Ampak kaj vi menite, da se to recimo pri samem poslušanju nekega nastopa pozna ta pristnost, recimo, če to doživiš? Vse, ne? Jaz imam občutek, da to, in da to ta film tudi dobro pokaže, recimo, ko spremljamo njega skozi življenje, z vsemi vzponi in padci, z vsemi bolečinami, recimo, vidimo, res ljubeč oče, ljubeč mož, ne, na začetku, pa vendarle ta oddaljenost, se pravi, da niso bili skupaj, je določene stvari. Mislim, to je težko življenje. Jaz sem ga sam poskusil, 15 let sem bil svobodnjak zunaj v inozemstvu. Imel sem po 200 hotelskih noči. Jaz si to predstavljam drugače, kot si verjetno večina poslušalk in poslušalcev to predstavlja. Kaj jaz vem, jaz to ne razumem. Bil je sam, bil je s tistimi svojimi travmami sam. Kot sva rekla, glas, ne veš, ali bo ubogal, ali ne bo ubogal, jutri se lahko zgodi nekaj, pa imam nastop, pa se moram nekako sestaviti. Tehnika veliko pomaga, veliko, ne pa vse. Tako da jaz mu oprostim. Mislim, da je tudi film to, kar sem prej omenila, režiser je pravzaprav z enim velikim spoštovanjem pristopil k temu filmu, na nek način tudi oboževanjem Pavarottija, in se mi zdi, da je zelo poskušal ta del tako nekako pokazati to njegovo, seveda njega kot mojstra, kot nekaj, mislim, neizjemno dobrega in izjemnega glasbenika, po drugi strani pa kot človeka, ki tako kot vsak drug človek nekako poskuša z vsemi tegobami in radostmi. Vsekakor smo pa lahko videli to njegovo srčnost in neizmerno ljubezen pravzaprav do bližnjega. Tudi do vseh ljudi, ki so bili v stiku z njim. Ne? In tudi, recimo, mi je bilo zanimivo, kako jaz sem to potem prebrala, tega se v filmu ne vidi, sem pa prebrala, da je režiser zelo veliko sodeloval s to ženo, Nicoleto, in da je pravzaprav ona tudi svojo da je ona tudi izjemna oseba, da ga je res zelo veliko snemala, kar v filmu lahko vidimo, da so dobili kamero in potem ga je veliko krat snemala, tudi z otrokom in tako naprej. In da v bistvu sta si zelo želela vzpostaviti stike, se pravi, in s hčerkami, in z bivšo ženo. In se mi zdi, da je to v tem filmu zelo dobro, nekako brez velikega poseganja, pa hkrati kako življenje teče. Tisto obdobje so spustili, ko sta bila z ženo v veliki vojni. Tisto so mogoče malo gledalcem in gledalcem šparali, recimo. Ampak to je bilo eno obdobje, tam malo pred letom 2000, ki se je pisalo o tem, da to so bile top novice, namesto da bi v politiki pisali, italijanske časopisi so pisali o tem. Ampak, gledajte, čas za celi rane in to je šlo mimo in verjetno je on kot izjemno inteligentna oseba vedel, da se bo to počasi poleglo in potem bojo nekako živeli normalno. Na koncu ste videli, mu je celo prišla bivša žena makaroni skuhati v bolnici. Je pa, torej, pankreas, rak na pankreasu je pa ena grozljiva zadeva.
praktično neozdravljiva, čeprav tudi to smo lahko videli nekako, se pravi najprej bolezen te hčerke, kako se pač takrat čisto po svetu v New Yorku temu, a ne kako vse skupaj pustil. Potem ta izkušnja se pravi z ženo, z Nicolette, in se pravi sinom, z enim od dvojčkov. In kako pravzaprav je bilo njemu to vsega, ta ljubezen do življenja, do vsega dobrega, do lepega, do bližnjih odnosov pravzaprav gnala naprej. In to se je pač verjetno poznalo tudi pri njegovem ustvarjanju. To je dobro v filmu, da so znali prikazati tisto ločnico med privatnim življenjem in odrom. Ne? In to je za to Arijo Paljači jasno in glasno zelo dobro prikazano. Kaj je za odrom, nikogar ne briga. Ljudje pridejo v teater, plačajo stopnico in hočejo to slišati. In prav je tako. Zdaj se mi zdi, da recimo mogoče mi le živimo zraven Italije, pa da nam je to mogoče vse skupaj malo bolj domače, a ne vsi smo, tudi na vse zadnje prehranjevanje te vrste. Mislim, da smo se vsi kar hitro našli, tudi to nam je domače, ampak tudi potem to sodelovanje z Bonom, v zvezi s Sarajevom. Mislim, da mi, ki živimo tukaj, smo to kar spremljali in se nas je to tudi nekako dotaknilo, da vendarle nekdo poskuša nekaj narediti za vse te ljudi, predvsem on se je seveda otrokom posvečal, ampak to se vse jim globoko dotakne. Mogoče zdaj prilika vendarle, da kdo od vas še kaj pove, vpraša, morda Branka, da ne bova samo midva govorila, karkoli. Ja? Sam to bi še dodal. To je bila resnično velika ideja teh ljudi, ki so imeli takrat medijske pozicije in so se odločili, da se s helikopterjem iz čeladami na glavi peljejo v Sarajevo, ki je bil pač vrh balkanskega lonca, kot je to vedno bilo, in so poskušali nekaj narediti, verjetno nekaj so naredili. Ampak v glavnem se veste, s temi ljudmi se težko dogovarja in nekaj se je gotovo premaknilo. Povejte, gospa. Jaz sem Pavarotija tudi v živo poslušala in je res veličina. No, kar me je v tem filmu zelo dotaknil, je to, da je rekel, jaz del brezpogojno verjamem. Ta njegova vera v ljudi, pa še nekaj, on je bil v koloniji kot otrok in je rekel, da ga je to na nek način zaznamovalo in da je predan življenju, da življenje zelo, zelo ljubi in da ga uživa do konca. In njegovo življenje to tudi kaže. Ne glede na vse, on je te dve stvari, pravzaprav to ga je napajal na nek način, te dve lastnosti. To ste tako lepo povedala, ker tudi res v filmu pove, vsak sončni vzhod, vsak sončni zahod. Pravzaprav, kdorkoli je ob njem, in tudi to smo videli, da vsakega človeka je v tistem trenutku vzel scela in scela je bil nekako prisoten. In to v tem filmu nekako vidimo ta del, poleg tega, kar se tiče na odru, ta njegov človeški del. Ampak po drugi strani pa jaz razmišljam tudi tako, da umetnost je seveda po eni strani polje lepega, nečesa, ob čemer se lahko napojimo. Po drugi strani je pa to lahko, verjamem, jaz osebno, da nam pomaga tudi preživeti. Vse mogoče nesmisle in vse mogoče res temne in umazane reči, da je to mogoče skoraj kot en tak kažipot, recimo, po kateri poti bi lahko šel. No? Se mi zdi, da to je moč umetnosti in zato je po eni strani ta nagib, da se to razširi med čim več ljudi, pa ne bo za katerokoli področje umetnosti ne bi šlo, je pravzaprav najbolj naraven, ne more biti drugačen, zakaj bi to samo neka peščica ljudi uživala. Jaz bi dodal, gospej, si bi zahvalil za te besede, to so teme, ki se jih danes pravzaprav sploh več ne dotikamo, v zaupanju med ljudmi. Tudi zaradi tega ta film nosi eno sporočilnost, ki jih sicer ostali filmi ne v taki meri. Dejansko smo
zapadli v eno družbo, ki vedno bolj izgublja obraz. In tu v tem filmu smo lahko spet videli obraz družbe, kakršna bi morala biti nekako. No, ampak zdaj sem pomislila še na to njegovo veselje. Zdaj smo se malo dotaknili teh temnih pletil, ampak vendarle, no, tudi tam reče, da sta imela zdaj Golet podoben smisel za humor. V bistvu je bil on mislim tak otroško naiven humor, biti vesel v tistem trenutku, kar se je pač že zgodilo. Vice je trosu in to je meni popolnoma razumljivo. Jaz tudi hočem biti takšen. Kako pa je recimo to na odru? Pa če se malo preseljiva tako, a vi recimo, ko nastopate, ko ste na odru, vidite, kaj se dogaja med publiko ali se to bolj čuti? Ne vidim. Jaz sem takrat v drugem filmu in v tistem filmu hočem pač posredovati publiki svojo zgodbo, ki jo takrat čutim. Ko pa je aplavz takrat, pa potem pa se recimo luči pržgejo, takrat pa bolj vidim, kaj se dogaja. To operna vloga, to zapravo vloga v operi je del tistega življenja na odru, ki ga takrat nekaj tistih trenutkov živimo in ga moramo živeti čim bolj zavzeto, čim bolj pošteno, zato ker tako, kot sem prej rekel, mi kolege pevce čutimo, vi jih slišite, vi pa nas slutite, ko mi pojemo. In če smo pošteni in iskreni, imamo uspeh pri vas. Če smo pa narejeni, ga pa nimamo. In tukaj je bil zgleda res pa v roti nekaj izjemnega. Bi še kdo kaj povedal, dodal, povejte? Pa še potem. Mene pa zanima, koliko se je spremenila tehnika petja od Carusa pa do Pavarotija. Ja, to je dobro vprašanje. Tehnika se je spremenila. Caruso je bil sigurno, torej Caruso je bil prvi tenor, ki je snemal. In takrat se je že opazilo, da tiste štime, ki imajo več visokih tonov, to se pravi več, ki imajo več glavinih tonov, kof tonov, boljše in lažje snemajo v tist ror, kakor so pač takrat snemali, v en tak lijak so snemali. Seveda, moramo vedeti, to gre za konec 19. stoletja. Predtem imamo obdobje, mnogo predtem imamo obdobje belkanta, kjer so pevci peli veliko lahkotnejše, kot se je potem kasneje v romantiki in v verizmu počelo. Seveda so tudi orkestri igrali drugače. Prej so imeli recimo štrahisti strune iz ovčjega čreva, danes so strune kovinske, to se pravi, da je zvok orkestra močnejši. Tudi intonacija je višja, tako da tudi to prispeva k enemu dodatnemu momentu, da se pač danes igra in poje drugače. Se poje drugače. Pavarotti je logično nadaljevanje, jaz bi rekel tak, kako sem to razmišljal, oziroma Caruso, Lauri Volpi, ki je bil učitelj od Corelli in ostala dva tenorja, Di Stefano in Del Monaco, in potem tile trije tenori, ta zadnji, ki so zdaj prišli. Zdaj, trenutna situacija je pa taka, da se po velikih opernih hišah poje z mikrofoni, samo to vi ne opazite. Ja. Velike operne hiše, to je Karajan začel s tem v Festspielhausu, so mikrofonirane, vendar je to narejeno na en tak zelo diskreten način, da se to ne vidi in ne opazi, ali pa da se opazi čist malo, recimo. Ja, v to smer gremo in gledajte, mi se temu ne moramo zoprstaviti, vendar v ljubljanski operi ni tako. Včasih je to, če ni na voljo, veliko denarja, celo lahko prednost. Ja, mi se mogoče malo reklame naredil, da mi se ukvarjamo s tem po renovaciji hiše obnoviti akustiko do te mere, da boste res lahko v nekaj naslednjih produkcijah uživali v glasovih, ki jih boste slišali iz odra ljubljanskega. Še zadaj je bil nekdo? Ja, jaz bi se zahvalil organizatorjem za tako čudovit začetek sezone in pa vama trima za tako dobro vodnice.
film vrnil v otroštvo. Namreč živel sem blizu opere v Ljubljani in mama je imela operni abonma in sem jaz kot v 4. razredu osnovne šole cel operni repertoar praktično preposlušal in videl. No in zato me je ta scena Cavaradosija zelo močno ganila, ker se spomnim tega, kako sem doživljal tisto smrt. Bi pa zame eno stvar vprašal. Skozi cel film mi prihaja do ospredja tudi vloga impresarjev, menedžerjev in vseh teh ljudi, ki so zadaj, pa vlečejo zelo pomembne poteze. Tam v Ameriki so ga poslali 5 recitale, potem so zorganizirali to in ono. Kakšno je danes stanje na tem področju, morda v Sloveniji? No, v Sloveniji nismo še tam, ampak zunaj je pa stanje še slabše. Zunaj je postalo to biznis, ampak bi rekel kar nizkoten biznis pevcev, glasbenikov, režiserjev, dirigentov je ogromno. In ti ljudje vladajo temu svetu z bi rekel, železno roko nepopustljivosti. Tako da jaz tudi mladim tako zelo previdno odsvetujem, da kje drugega šlotijo, to je težek kruh. Ja. Zdaj pa bi vam odgovoril, če ste bil ljubitelj opere ljubljanske, veste, po zadnjem vodstvu smo nekako s temi modernimi operami izgubili publiko, ne? Pa jo zdaj s temi naslovi vračamo, nekako bi radi, pa bi vas vse tukaj povabil, da se v čim večjem številu udeležite opernih predstav. Zdaj imamo odlične dirigente, imeli smo 3 zelo, zelo uspešne koncerte in predstave. Pa še, če bi smel, to sicer ni bilo dogovorjeno, bi naredil reklamo za ljubezenske valčke, ki jih uprizarjamo v 5. oktobra. To bo pa neka nova zmes, zvrst, to je na mojem zelniku zraslo, da bojo s klavirjem pevci peli, zdaj bojo ljubezenski valčki od Brahmsa, zraven bo pa koreografija baleta. In to bo zelo interesantno, in če bi smel, bi vas povabil na to predstavljanje. Hvala. Mogoče se je tako zgodilo, hvala vam, gospod, za te besede, ker, tako kot sem na začetku rekla, je prvič težje, vsaj jaz imam malo treme, in mislim, da je ta film tak bil, da nas je vse malo tako odprl. In tudi to, kar ste vi omenili, te menedžerje in tako, in tukaj je bilo še ta Herbert, ki je bil dolga leta z njim, to še deluje tako, pa Varoti je bil na nek način bolj srčen, pa nekako recimo, da ni bil tako razmejen, v tem smislu bi nastopal marsikje za marsikoga in je bila morda ta kombinacija celo zelo dobrodošla. In tudi ta organizator koncertov je tudi še na tak zelo oseben način pristopil in videl te človeške reči, ali pa kako so tisto rešili z založbo Deka. Zanimivih podatkov, omemb, ki so zdaj seveda mogoče drugačne in mogoče moramo odsloviti v to drugo smer, da si dovoljno biti malo mimo tega kapitala, pa stopati po eni drugi poti, tisti, ki je namenjena in povezana, recimo, sploh s človeškim bivanjem, Ifigenija. Moje prijateljice so zdaj stare mame in me vprašajo, kaj naj bi svoje vnuke gledati v opero. Za balet se lahko najde Hrestač, pa tudi kakšen drug balet, lahko gledajo otroci. A se da narediti predstavo za otroke, da bi jih uvedli v opero, tako kot otroške predstave Sneguljčica v Dravija, ki so bile včasih, ki tudi skoraj ni več. Ker opero smo v Jugoslaviji nekako preskočili, ker je bilo to božoazno, ker violina je piskala, oni so se pa drli, in na novo odkrit opero za mlade bi bilo treba pri najmlajših. In če je pa Varoti, to sem v filmu šel za otroke narediti celo šolo v Sarajevu. Mislim, da za otroke treba poskrbeti, da bodo hodili v opero, ko nas ne bo več. Obenem bi spet naredil reklamo za Čarobno piščal kot otroško opero. 10. oktobra bo premiera Čarobne piščali in ta opera je nekako mišljena za otroke.
režiser Koceljo tudi predstavlja mogoče malo sodoben čas, da ne bo čist pravlično, kot je bilo to v prejšnjih postavitvah. Sicer pa imamo na sporedu Prodano nevesto v mladinski verziji, malce skrajšano, in sledite na internetu in recimo takrat pride v šole, pride v vrtci, tudi vrtce imamo zdaj. Ravno to opero sem predlagala že nekaj, da je to edina zdaj trenutno. Ja, trenutno, ampak razmišljamo o marsičem, razmišljamo tudi o Sneguljčici. Tako da. A bi še kdo kaj vprašal, povedal? No, potem pa mogoče bi jaz takole rekla, ne? A je še kaj takega, kar bi morala reči o tem filmu, pa še nisva? Povezano mogoče res bolj s tem delom njegovim profesionalnim, ne? Mislim, da smo vse rekla, da smo v glavnem vse rekli. Mogoče bi tu dodal še to, da je bil pač to čas, ki je dovoljeval zvezde. Danes tega časa več ni. Danes je splahni, in naslednji in naprej in tako. Hiperprodukcija je velika. Vendar ste vi tisti, ki morate v tem uživati. To jemljete samo kot pozitivno. Da je na odru dosti dobrih mladih pevcev. Hodite v teater, hodite v opero, vabim ponovno, in uživajte v tem, kajti pogledajte, opera je živi, to se pravi video, to se pravi neskončno živi video spot je to. No, tukaj in zdaj, tako kot smo prej rekli, da v živo doživimo vse. Tako, to ni stereo, ampak je večdimenzionalno, globinsko je, to je res je to nekaj izjemnega in v Ljubljani imamo to možnost, hvala Bogu, da lahko poslušalstvo, gledalstvo pride v opero in to bi želel, da bi in meni se zdi to eno lepo povabila, Branko. Mi smo zdaj tukaj v Kino Dvor, to je bil zdaj začetek naše poti. Naslednji film bo islandski film Bojevnica, bomo šli bolj v aktivizem, kaj lahko naredi posameznik, ampak vsekakor so filmske zgodbe to, ki nas po eni strani lahko povežejo, nam odprejo razmišljanja, iskanja, lahko se česa novega naučimo. In to se mi zdi pri tem filmu pravzaprav Rona Howarda res ena velika prednost, da je z enim takim velikim spoštovanjem se tega filma lotil in tukaj je on res velik mojster, da se lahko odpreš k Pavarotiju, glasbi, k sobivanju, iskanja tega, kako bi bolje živeli v tem svetu, ki je včasih res poln nesmislov in instant in hitrih stvari. Tako da jaz bi se vam vsem lepo zahvalila, se srečamo kmalu, morda tu, morda v operi ali pa s knjigo v roki.